Odkar obstaja človek, obstajajo obredi. O tem pričajo arheološke najdbe, denimo grobni pridatki, ki so jih dajali pokojnikom v grob. Na svetu obstajajo mnoge vere oziroma religije in ljudje verujejo v mnoge nadnaravne sile, bitja in pojave. V enega boga, več bogov, povezanost ljudi z določeno živaljo ali rastlino, v duhove in nadnaravna bitja. Nekateri verjamejo, da bistvo stvari ni dostopno človeškemu spoznanju, lahko pa ne verjamejo tudi v nič od naštetega. Ena izmed človekovih pravic je, da lahko vsak udejanja svojo religijo. Tudi v Ustavi Republike Slovenije piše, da zaradi religije ne sme biti nihče diskriminiran. Izpovedovanje vere in religijske pripadnosti je svobodno. V Sloveniji je registriranih 59 verskih skupnosti, seveda velja tudi, da nikomu ni treba pripadati religijski skupnosti. Poleg tega verski voditelji pri nas ne smejo odločati v imenu vseh državljanov. Te namreč zastopajo poslanci, to je njihovi predstavniki v državnem zboru. A ni bilo vedno tako. Včasih so vladarji tudi na območju Slovenije lahko določali, v kaj morajo ljudje verjeti. Če ti niso ubogali, so jih preganjali ali kaznovali, pogosto tudi znatno obdavčili in s tem prisilili, da se svoji religiji odpovedo. V kaj ljudje verjamejo in kako to izkazujejo, je odvisno tudi od časa in prostora. Religija ljudi močno poveže, saj določa obrede, vrednote in pravila obnašanja v družbi. Med vrednotami so denimo ljubezen, spoštovanje in skrb tudi za živali. Velike svetovne religije pa tudi vzdržujejo družbeni red, kar lahko koristi predvsem tistim z močjo, saj ljudje verjamejo, da je za morebitne slabe razmere krivo nekaj drugega, denimo nadnaravne sile ali Bog, ter da bodo za trpljenje poplačani v posmrtnem življenju. Zgodovina nas uči, da je bila v imenu religije med pripadniki različnih že veliko vojn. Tako so se tudi prenesle z enega na drug konec sveta. Čeprav je svet danes bolj povezan in v večini držav načeloma velja verska svoboda, vera pa naj bi bila stvar posameznikove odločitve, se med pripadniki različnih religij še vedno pojavljata nasilje in diskriminacija. Torej, vsak ima pravico, da udejanja svojo religijo, a hkrati ne sme vsiljevati drugim, da ravnajo po njegovih ali njenih religijskih prepričanjih.